Danes se bomo lotili nečesa, kar jaz mislim, da je najtežje. V smislu, da bomo skušali razumeti tisto, če me so sicer napisane cele knjige in biblioteke, kar pa mislim, da ostaja nepojasnjeno. To pomeni tudi nerazumljeno. To je zadeva tako imenovanega New Deala. Lahko bi rekli tudi zadeva tako imenovane krize, velike depresije, tistega, kar so imenovali Great Society in različne druge načine. Glavitni razlog, zakaj to ni bilo razumljeno in neeksplicirano, torej tudi ni postala naša intelektualna lastnina, v smislu, da lahko to resno upoštevamo, se nam danes nenehno vrača v smislu analogij. Recimo, ko se nam je zgodila velika kriza 2008, potem se je pa primerjal z 1929-1932, ko se je napačno reče. Več razlogov je, zakaj se tega ne da misliti na vsipljene večine. Eden izmed njih je, da skušajo zadevo razumeti kot ekonomsko in tudi jo pojasniti na ekonomske načine. Pomeni, da veliko krizo, s katero se bo pravijo, da je največja, jaz mislim, da ni največja. Jaz mislim, da je to, v kateri smo mi zdaj največja. Jo skušajo razumeti kot ekonomsko in tudi pojasniti z ekonomskimi kategorijami. To pomeni na neke znanstvene, posplošene načine, neke znanosti, ki se oblikovala konc 18. in 19. stoletju in ki se seveda začela ekonomija. Tam ni šlo za ekonomski problem, tam je šlo za veliko več, tam je šlo predvsem za politični problem in sicer to je pa dimenzija, ki bo nas posebej danes zanimala, in sicer za trenutek v zgodovini Zahoda, v katerem pride do konca kapitalizma, lahko tudi to imenujemo smrt kapitalizma, in nastajanje nečesa novega, kar pa bom jaz poimenoval postkapitalizem, negativno, pozitivno pa tehnoarhija. Se pravi, ko srečamo znaka tehnoarhija, potem pa mislim na grško tehne in arhein. To pomeni tisto, v čemer se tehnika pojavlja kot tisto, kar povzroča. Kot tisto, kar postane vzrok. Povzročanje. V tem smislu tehnologija, tehnoarhej. Se pravi, cilj, na katerega merimo, tarča, v katero merimo, je veliki dogodek, tako imenovane krize, dejansko je šlo za depresijo, ki pa se ni zgodila kar tako in kjerkoli, pač pa na popolnoma določenem mestu in ni nič občega, pač pa je zadeva Združenih držav Amerike. In sicer v času, to je pa druga zamejitev, med tako imenovano Prvo svetovno vojno in tako imenovano Drugo svetovno vojno. Moja sugestija, ki jo tukaj ne morem razdelati, je pa bila podana v dveh javnih predavanjih, je, da Prvo in Drugo svetovno vojno mislite hkrati kot eno dogajanje, ki se nadaljuje po drugi svetovni vojni, v tako imenovani hladni vojni, s katero tako ali drugače, na različne načine, v različnih formah, imamo opravka še danes. Skratka, govorimo o neki epohi, obdobju, ki se začne leta 1929 in v katerem tem obdobju, v kateri tej epohi mi še zmeraj smo. Ko govorimo o letu 1929-1932, bomo govorili o začenjanju, to, kar smo mi danes, pa se nahaja na koncu tega obdobja. Dalo bi se temu reči tudi takole. Tako kot je leto 1929 moče razumeti kot končevanje kapitalizma, tako je zato, s čemer danes imamo opravka, končevanje postkapitalizma. Za razliko od kapitalizma, ki ga je bilo moč od
očitno preseči s postkapitalizmom, sam nisem siguren, da postkapitalizem ima kakršnokoli prihodnost več. In to je ta temna, zaprta ulica, v kateri smo se znašli danes, ko je popolnoma jasno A, da je nekaj zelo narobe in B, ko ni vedeti nobenih izhodov. V tej dobi na koncu, to je naš trenutek, striktno nimamo več opravka z ljudmi, pač pa sta Eichmann in otroci. To so otroci, ki se sebojno, če da je bolj množično, morijo. Današnji dogodek v Brislu je samo en majhni košček v smislu ilustracije in nič posebnega. Že pojutrišnjem bo pozabljeno reč. Čez 10, 20, 30 dni nihče več ne bo vedel, da smo podali se niče več ne spomnišali je to. Ta pozaba je sestavni del nemišljenja, ki se veže na nerazumevanje naše dobe, ki se začne leta 1929-1932. Ključna zadeva, gledamo iz te zadeve, iz te smeri premisleka, dobe tehnike je pozaba in nemišljenje. Vprašanje, ki se zastavi, je, kako se pa lotiti tega 1929-1932. Mi že imamo nekaj sicer razmetanih v različnih kotih, vendar pa nekaj orodij je na voljo in sem jaz skupaj s svojimi asistenti že pridno delal na tem in zdaj bom samo nakazal. To so tista orodja, s pomočjo katerih bomo skušali neekonomsko misliti neekonomski dogodek leta 1929-1932. Dva skupka orodij sta nam na voljo, ki sem jim jaz dal posebno poudarke v svojih predavanjih. Prvega bom zelo poenostavljeno imenoval, namreč nekako imenovanje ste vi vajeni, kot grški. In poudarka sta dva. To je, ključna kategorija je način življenja. Se pravi, ko bomo skušali razumeti leto 1929-1932, ne bomo govorili o ekonomskih formacijah družbe in načinih proizvajanja. Hočem reči, da gremo ven iz ekonomskega fundamentalizma, ven iz ekonomije, ven iz kritike politične ekonomije in da bomo mislili drugače. V tem smislu, da se takrat v krizi 1929-1932 oblikuje nov način življenja. To je nov način življenja, v katerem smo mi sedaj, ki mu rečemo globalizacija. Ki globalizacija ni nič drugega, kot je tisto, kar se je začelo oblikovati leta 1929-1932 oziroma v leti, ki so temu sledile. Mi se pa danes nahajamo na koncu tega. In drugi element je distinkcija, je razlikovanje med ekonomike in hermatistike. Se pravi, to je drugo orodje, ki nam omogoča, da jasno razlikujemo, se pravi, s pomočjo Aristotela, med tistim, kar je ekonomsko, kar se nanaša potrebe in je končno, in pa tistim, kar je hermatistično in kar meri in tudi je neskončno, bodi si da gre za željo, ali pa za neskončna ropanja, denarništva, danes seveda dolgove in vojne. Drugi skupek orodij, s pomočjo katerega bomo skušali razumeti zadevo velike depresije in krize, je pa modernega pomena. Bolj natančno rečeno, je zgodnje modernega pomena in sega v dobo Machiavellija in Lutra. Pri Machiavelliju iz njegove dobe bomo skušali v ekonomskih pravi, ko bomo skušali razložiti leto 1929-1932 in pozneje in Roosevelta, se ne bomo govorili o vladarju, ne bomo govorili o politiki.
pač pa voditelj. To je tisto, kar je duče v italijanščini, to je, kar je vošt v ruščini, to, kar je Führer v nemščini in to, kar je lider vseh anglosaških različicah govorjenja. Ali, rečeno po grško, to je tisto, kar je kibernetes, v nanašanju seveda na despotes in na oikos tipe gospodovanja in nima nobene zveze s politiko. Spravi, ko se lotimo razumevanja, nimamo pravka ne s politiko in ne z ekonomijo, pač pa schematistike in vodenje. Drugi element se veže na protestantizem. Bez protestantizma Združenih držav Amerike ni moč razumeti. Iz Lutrove dobe in z njegovega teološkega obrata pa bomo uporabili dva elementa. Prvič, to je poudarek na iznajdbi novega, modernega subjekta. To je delavni subjekt, ki se razume kot subjekt dela. To je tisti, ki dela in proizvaja. Pred protestantizmom zgodovina človeštva takšne in te kreature ne pozna. In drugi element, ki ga bomo potegnili in uporabljali za načine razumevanja našega današnjega predmeta, se pravi velike krize, je zadeva dela. To so jezikovne igre dela. Kajti delo, razumevanje dela, tudi razumevanje človeka kot delovnega bitja, nikoli v zgodovini do Lutra in protestantizma ni bilo na delu. Nikjer. Nikdar in nikjer. Šele od te dobe naprej to postane osrednja kategorija vsakega premišljevanja na Zahodu in v rokah znanstvenikov to postane splošna, generalizirana, tudi samopodoba. Reč človek na Zahodu od takrat naprej pomeni reč homo faber. To je delovni, izdelujoči človek. In še en košček. Pri razumevanju tega delovnega, delujočega, govorimo o poiezis, ne o praksis. Ne govorimo o delovanju, pač pa o delu in izdelovanju. In to je zadnji element, ki ga bomo uporabili, prihaja pa iz smeri Rinascimenta. Skratka, nazaj gremo k Machiavelliju in njegovi generaciji. Le da ni machiavellističen, pač pa je. Prihaja iz smeri Michelangela in Leonardo da Vincija. In je zadeva ustvarjanja v pomenu umetniške kreacije lepega. Namreč se boste spomnili, kako se bom pojasnila zadevo arhitektonskih rešitev v renašimentalnem mestu. Zmeraj gre za kategorijo lepega. Zgodovina tega lepega v smislu ustvarjanja in produkcije lepega je dokaj zapletena. Vam rečem v oklepaju, ker verjetno vam bom to naslednje leto razlagal, se veže na gnostične tradicije, na zgodnje krščanske polemike, o tem tukaj danes ne moremo govoriti. Zdaj, to so približno orodja, s pomočjo katerih se dotili in to je hkrati tudi kontekst. Zdaj, popolnoma nov, drugačen kontekst. To je tisto, kar vas bo zelo, zelo pegalo, po mojem kljub temu, da ste pri meni občepeli 10-15 krat na predavanjih. To je popolnoma nova štorija, na drug način izrečena in v kateri vse drugače bo izvenelo, kot so pa običajne knjige, raziskave, filmi, interpretacije tega dogodka. V tem smislu, in to je smotar telos, tega, kar tukaj danes skušam početi, kar je vse prej kot lahko, ne mislite, da je samo težko poslušati, tudi ni lahko govoriti, ker to niso jezikovne igre, ki se jih kar tako lahko naučiš, ko ljudem pa izdomnavljaš, to pa kaj. Je predvsem smotar
noter, je predvsem v tem, da vas potegne ven iz dominantnih jezikovnih iger, ali da, če rečemo drugače, iz mindseta. To ne pomeni fizikalijo. Nisem rekel nič fizičnega. V smislu, da vas bom potegnil iz enega prostora, fizičnega, pa vas bom postavil v drugega. Ne, gre za poskus postavitve nečesa takega, kot je drugačnega konteksta, drugačnih načinov govorjenja, razpiranja drugačnih vidikov in omogočenje drugačnega razumevanja. Če nam to uspe, morda se pa odprav kakšne druge perspektive, kajti v trenutku, v katerem živimo, jih ni perspektiv namreč. Razen ponavljanja in še več revolucij, kot so tisti, ki so se začeli leta 1948 in se ponavljajo kot družbene revolucije. Kar je moč razumeti kot hrbtno plat tehnologije. Velika depresija, Great Depression, se je govorilo takrat v časopisih, se ni zgodila v Evropi. Tudi na Kitajskem, ne? Afriki in tako naprej še manj. Se je zgodila v New Yorku, se je zgodila na Wall Streetu. Se je zgodila kot hematistična implozija. Implozija pomeni nekaj takega, kar je eksplodiranje navznoter. Ne ekonomije. Ne ekonomije. To ni bil ekonomski dogodek. To je bil tako imenovani črni, kako smo že rekli, na pretorek, kot je pa četrtek, v katerem je došlo do borznega zloma, ko se temu reče v dikcijah. Borzni zlom ni zadeva ekonomije. Borzni zlom je finančna reč. Se pravi, zelo, zelo, zelo malo, če sploh ima opravka s stvarmi. S produkcijo stvari, s produkcijskim načinom, s tovarnami, ma pa še kako opravka s implozijo reči. Ta reč, ki je implodirala, se imenuje denar. Denar ni ekonomska stvar. Pač pa je hematistična reč. Ekonomski načini razumevanja denarja so banalno protestantski in izpeljujejo denar v pomenu vrednosti iz nečesa takega, kot je delo. Denar razumejo kot izrastek, kot narastek, kot drevo, ki korenine ima v delu. Za nas peripatetike pa je numizma, to je denar po grško in tako Aristotel o tem govori v etiki. Mislim na nikomu etiko, pa je zadeva človeškega zakona. In ne nobenega dela, nobene nikakršne ekonomije, pač pa človeškega zakona, delimo v smislu zakona države, delimo zakona države, od katerem stoji banka, ali pa, in s tem imamo pravko Združenih držav Amerike. Po zakonu banke, ki stoji nad državo, kajti v Združenih državah Amerike, o kateri govorimo v tem trenutku, to velja tudi danes, so banke, vključno s ključnimi bankami, Fed, privatnih rokah. Spravi, ko govorimo o veliki depresiji, nikakor ne smemo mimo tega, da tisto, kar je počelo, ni bila ekonomija. Ekonomija v smislu produkcije, tovarn, pozneje, o čemer bomo govorili delovnih mest, to je sledilo leta zatem. Počela je zadeva na točki hermatistike. To je tisto, kar ekonomisti ne morejo v besedi drugače, kot pa pravnično. Zato, ker nimajo kategorij za to. Oni tako to v besedi. Da so
obstaja tako, kakaj to ekonomska kategorija. Da pokajo baloni. Ali pa tudi tako govorijo. Da so najprej pokali baloni, potem pa da je kriza prišla v, zdaj pa to je njihova govorica, realni sektor. Skratka, v tej brak govorjenju in momljanju ekonomistov sami priznavajo, da obstaja nekaj takega realni sektor, to kar je ekonomija v Aristotelovi kategoriji v smislu ekonomike, in pa pokajanje balonov. Ampak v njihovi kategoriji, nekaj govorite, da rečem, nerealni sektor. Ta nerealni sektor mi zmoremo poimenovati in mi mu dajamo ime, ki ne more zgrešiti. Imenuje se krematistike. Ali pa drugače. In s tem sklenemo to. Ekonomike je ne v položaju baze, temelja, fundamenta, pač pa obratno. Krematistike je v položaju prvega, vzročnega, temeljnega, fundamentalnega. In ko krematistike eksplodira, takrat ekonomike gre v luft. Dokaz za to, kar sem zdaj rekel, je ravno velika depresija v Združenih državah Amerike na koncu 20. in 30. let. Lahko se vračamo pozneje v možnih debatah. Niso seveda zdržavljane, koliko boste izdržali in imeli bolje, potem ko bom končal to predavanje. Kratek opis 20 let do leta 29 v Združenih državah Amerike je lahko približno takšen. To je doba po prvi svetovni vojni. Združene države Amerike so od leta 17 šle v prvo svetovno vojno, na strani Francije, Velike Britanije, ni prišlo do zmage, med silami, predvsem Nemčijo in Avstro-Ogrsko, Turčijo, razpadla sta dva imperija, Avstro-Ogrski in Turški, ne pa tudi britanski, v Združenih državah Amerike. Se dogaja približno tudi, da Združene države Amerike postajajo sčasno, časno. Center sveta, ko rečemo center sveta, ni nujno, da to mislite v kategorijah ekonomije, celo mesto odsvetujem, pač pa predvsem finančni center. In se ve, kje je to? To je New York in to je Wall Street. Tako je do danes. Vojne, ki jih imamo, s katerimi imamo opravka zadnjih 20 let, se vse vrtijo okrog tega vprašanja. Samo da so nevidne in v glavnem potekajo okrog zadeve načinov vpraševanja nafte. Ampak to je neka štorija, ki bi terjala posebno predavanje in če se zainteresirani, da lahko to doprimiti imamo. Mislim pa, da bom govoril naslednji leto, ko bom govoril o družbenem proti koncu predmeta. Torej, imamo opravka Združenih držav Amerike, ki počasi prehajajo iz pretežno agrarne, kmečke, potem, ko je seveda bila osvobojena, po narekovajih, seveda osvobojena celih Združenih držav Amerike, veliki deli Meksika in tako naprej. Se pravi, govorimo o kolonializmu kontinenta in o samokolonizaciji. Potem so bili opravljeni genocidi na indijanci, tako imenovani indijanci. To so bili izpeljani biacidi, bia, ne bios, nad krizami in tako naprej. To so bile seveda inštalirane svete krave kot dominantni način produkcije mesa. Poceni mesa, kar je zelo pomembno za poceni delovno silo. In potem, ko so še posebej po prvi svetovni vojni milijoni, mestoma desetine milijonov, glavnem Evropejce, to pomeni neizobraženih, revnih, prišli v Združene države Amerike, strebuhu za kruhom, kar pomeni naše pravadice in pravice. Te Združene države Amerike, takšne Združene države Amerike, ne smemo misliti in skušati razumeti na način Evrope v smislu analogiji. Evropska zgodovina temelji na nečem takem, kar je država in državnost. Od tukaj stoletja vojne. Združene države Amerike nikoli
niso hoteli imeti državo. Kaj še le močno dan nasprotno? Tradicija Združenih držav Amerike je zmeraj ena ista. Odprta družba, to pomeni razširjanje meja vse potok, kjer se da. Če se da na Luno, na Luno. Če se da na Mars, na Mars. Proglasiti Mars za 52, pa 51, pa 30 držav Združenih držav Amerike bi bilo nekaj popolnoma normalnega stališča zgodovine Združenih držav Amerike. Mislite samo ene. Zadevo Madurja, problem Filipinov in tako naprej. To so same države, ki so bile tako ali drugače, v takšnem položaju. Združene države Amerike nastajajo kot velika podjetja družbe odprtega tipa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, vse do 50. Ne razumite tega kot države. Idaho ni država. Kalifornija ravno tako ne. Zavajajoči tip govorjenja v Združenih državah je sestavna zadeva tistega, kar smo zelo natančno trenirali in kar smo poimenovali z ustreznim imenom, kar se imenuje PR. Spravi, ko govorimo o Združenih državah Amerike, ne jo razumeti kot državo, kaj še le centralizirana država. Pač pa kot odprto družbo, z nekaterimi centri, ki so pa vsi izven dosega javnosti. Ki so v privatnih rokah. Vključno z bankami in mediji. Vključno z vso industrijo. Ena izmed zelo pomembnih posledic in nasledkov tega, kar sem ravno kar zelo abstraktno nakazal, je, da vse industrijske panoge funkcionirajo po logiki monopolov. Ko rečem monopolov, potem to pomeni bolj ali manj, skoraj da skrajne koncentracije, recimo produkcije železa, v rokah enega magnata, monopolista, produkcija aluminija, ali pa bombaža, ali pa česarkoli, v rokah enega magnata. Ko v Združenih državah Amerike, to ni isto kot je Evropa, govorijo o delovanju trga, potem pa govorijo o različnih monopolih in kartelnih, bolj ali manj javnih v tisti dobi, o kateri zdaj govorim, da ne morajo biti skrite, dogovori in dogovori. To je funkcioniranje trga. Po nobeni nikakršni zakriti invisible hand. In njenem očinkovanju v Združenih državah Amerike ni moč govoriti. Tisto je ne vzrok toliko, bolj sodu izbilo. No, in zadeva, ki nima zveze z ekonomijo in industrijo, o kateri sem nekaj malega povedal. Pač pa s tistim, kar tudi industrijci, industrijalci, recimo Rockefeller, eno izmed njih se jih je cel kup, odvisno od panoge, počno hkrati in ob tem, da se ukvarjajo tudi z ekonomijo. In to je nekaj takega, kar sami, ko greste brat, sami imenujejo gambling. Gambling, game, to gamble. Približno za to ne gre. Gre za gamblanje na delniških, finančnih trgih. To je tisto, kar mi mislimo in zmožni smo misliti v ločenosti do ekonomije in kar poimenujemo z oznako hematistike. Posebnost 20-ih. Leta 18 se konča Prva svetovna vojna. Evropa je bolj ali manj podobna kot leta 45, čeprav nekoliko manj povožena. Poglavitna industrijska fabrika, tako je kot celega sveta, so Združene države Amerike in dobesedno tamkajšnja industrija začenja svoj prvi izlet na nebo, ki se bo končal leta 1929, je pa obnovil se šele v 40 letih in to zahvaljujoč drugi svetovni vojni.
tem kontekstu še večji vzgled doživi to gamblanje na finančnih trgih. Zdaj pa, ena zadeva je, ko se z gamblanjem ukvarja 1% prebivalstva. Problem je, ko to postane nekaj splošnega. In točno to je tisto, kar se je dogajalo v 20 letih in koliko bolj greste proti letu 29, toliko bolj se je zgodilo. Ključno s tako imenovanim srednjim razredom. Se pravi, vsi so gamblali na tem tako imenovanem sekundarnem, na delniškem, na finančnem, kakorkoli mu že lahko rečete, mi pa bomo temu rekli, karmatističnem trgu, da uporabimo to, čeprav je to neprecizno, ampak vemo, kaj govorimo. In na neki določeni točki se je to ustavilo. Nekaterim je bilo jasno, da bi se utegnilo ustaviti, večini pa niti slučajno ne. Logika zrada je kmenjsko pa prosta, ni nobene potrebe potem, da bi karkoli razumeli. Gre za tole. Od cela 20 je moč spremljati, zelo resno, konstantno, potem pa, če dalje bolj ostro in navpično, višanje cen. Rast cen. Recimo, zakaj gre? To je nekaj, kar ste lahko spremljali tudi v Sloveniji v leta 5, v leta 8, začetka 21. stoletja. Recimo, kupiš stanovanje, dal si za njega 50.000 evrov, vsako leto narašča toliko pa toliko in vsako leto je tvoje stanovanje, v katerega si toliko pa toliko investiral, bolj vredno, tržno, vredno, hermatistično vredno. In je normalno bilo, da so se ljudje množično znašli v položaju, za katerega že od Aristotela vemo, da je hermatističen in se ga da zelo preprosto definirati kot. To je tista situacija, to je tisti položaj heksis, v katerem denar rojeva denar. Ko jaz govorim o tej stvari, ponovadi govorimo o nevozetju. Približno od leta 2024 do leta 2029 je Dow Jones šel za 400% gor. Da se predstavite, kaj to pove. Če so nekaj določenem obdobju kupo X zadeva, je približno za toliko zadeva šla v povprečju vzgor. A ima smisla delati? A ima smisla investirati? A ima smisla odpirati delovna mesta? A ima smisla spok kakršnokoli početje, če je že vse posod okrog tebe? Denar ne pomeni, da raste kot gobe, bi rekel Hobbes. Če denar rojeva denar. A je čudno, potem tako, da so vsi, tudi kmetje, tudi na tako imenovano Middle West, to ni samo zadeva New Yorka, Bostona, Philadelphia, Los Angeles, San Francisco. To je tudi zadeva Ohio, Idaho, North Carolina, Virginia in tako naprej. Vse posod. Vsakdo, ki je imel 100 evrov, se pravi iz Združenih držav Amerike dolarjev, jih je tu ali pa tam investiral. Zakaj? Zato, ker naslednji teden, naslednjih 6 mesecev, ali leto pozneje, bo dobil to več. Skratka, to je postal množični šport. Množični šport. Tisto, kar je pogledno v celi kleštovi, je skratka, da se ne ukvarjajo zdaj s temi denarniškimi špekulacijami, kot se temu tudi reče. Zgor tako imenovanje vrhnje plasti družbe, to besedno, vas srednji razred. In to gre do neke točke, pač se pa neha. In se je nehalo, rekaj, to je bil približno oktober, november, leta 1929, eksplodirala je borza. Ko rečemo eksplodirala je borza, kako to razumeti? Razumeti približno tako. Cene so začele padati. Recimo, če je tvoje stanovanje, ki si ga prej omenjal, bi bilo vredno 50-60 evrov, potem so cele stanovanje začele padati in ni več bilo vredno 50-60, krematistično vredno. Pač pa 55, 50, 45, 40 in tako naprej. In zdaj, kaj se ti zgodi, ko ti
cene, toliko bolj so hoteli prodati. Koliko bolj so hoteli prodati, toliko bolj so padale cene. Tako si to lahko zelo preprosto razlagate. Zadeva nima nobene zveze z ekonomijo. Ekonomija je posledica, ki bo utrpela konsekvence krematističnega razpada. To je zelo pomembno razumeti tukaj. Izvolj. Kaj nas znanilo ta preskok, da so vrednosti začele padati? Kaj je nas znanilo? Ja, mislim, kaj je bil ta moment, da ni več rastala, ampak je malo šlo dal, da je bolj prvi hotel prodati, pa je... A misliš, kateri je to bil trenutek? Ja, mislim, zakaj... Ja. Aha, se pravi, ti hočeš nek vzrok, jaz te pravim, da ni tam vzrok, ampak v tem, kaj so počeli, v njihovem načinu življenja je vzrok. Ta način življenja je vzrok. Ampak do neke točke je lahko to počel. Je način življenja omogočil, da se rasle cene. Na neki točki so prišli do nekih zmožnosti, ko je to šlo nadol. Ja, ti zdaj hočeš, da ti dam Boga, ki je rekel, zdaj pa ne bo šlo več. Če se pravi, ne išči tam vzrok, ker ga ni, ta način življenja, to, kar so počeli, je bil vzrok. Ko ekonomisti razlagajo pa tako, da je balon se preveč napihnil in da je vis-a-vis realnega sektorja to bilo preveč. To je ekonomska razlaga. Jaz mislim, da je to vprašanje, ki pelje v nikamor, ker je vprašanje po Bogu. Izvoli. Ki me tega sprašal v tej kapli, ki čez rob, ki je pač šla čez rob, potem bi lahko rekel, da je mogoče tudi nekdo, ki se tega zaveda, da je to takrat sprožil, ampak ker je bila pač zmožnost dovolj visoka, da se to zaveda. Mogim, da se je nekdo zavedal, ker bi, če gremo po tej poti, da iščemo Boga, verjetno bomo Rockefellerja našli, ne? Jaz sem to pustim, da raziskujete in da tudi verjamete v to možnost, jaz namreč ne. Pustimo to. Na tej točki se odpre zadeva teorij zarote. Je pa nekaj morda, kar bi vam pa dalo, kar bi vam utegnilo misli in kar bom omenil, zato ker gre za znano osebo. Ko bo prišel po letu 32, na volitvah zmagal bo Ferdinand Roosevelt, potem pa bo skušal, neuspešno, za svojega finančnega ministra postaviti Josepha Kennedyja. Joseph Kennedy je oče JFK-ja, tistega, ki so ga upucali, ki so ga ustrelili v Dallasu. Za njega, morda to dotegnilo morda biti zanimivo zavajba, velja, da so med tiste, ki je daleč najbolj obogatel znotraj teh dogodkov 29-32, oziroma bolj natančno vse kaže 28, 30, 31. In sicer kako? On je ocenjeval, so posebej študije o tem napisane, tako da to se da spremljati, ocenjeval, da bo prej slej zadeva počela. So bili tudi ekonomisti, tudi menedžeri, tudi politiki, novinari, kulturniki, ki so opozarjali, da je to noro in da zadeva nori. In je, kot vse kaže, 28. leta nehal investirati. Potegnil se je in je svoje finančne kapitalsko zadevo, v smislu finančnega kapitala, zamrznil in dal navarno. Ko je zadeva počela in ko so cene pade na dno, je začel kupovati. In od tukaj gre največje bogatstvo, največji del bogatstva družine Kennedy. By the way, Joseph Kennedy je bil glavni sponsor in financier kampanje Roosevelta. Poznaje bo zunanji minister v Londonu, bo tisti, ki bo zelo pomemben za oblikovanje cilje po drugi svetovni vojni, zelo ostrih in tudi kolegijalnih odnosih s Churchillom. Ampak to je spet neka druga štorija, ki bi za vas utegnila biti pomembna predvsem iz tega stališča, da je JFK pregledal natančno vedel, zakaj gre pri cilji in zakaj je skušal demontirati cilja. Zdaj pa konsekvenco ni treba posebej izpostavljati, zakaj je bil Fenton. Ampak to ne nastane zdaj oklepaju in to je bilo odgovorjeno samo v smislu vajenega insistiranja. Tisto, na kar bi jaz rad
okoli 4 srečanja, je smer, iz katere bi vam sugeriral, da razumete, da skušate razumeti pihanje balona. Mislimo, da mi imamo racionalni način govorjenja o pihanju balonu, ki ni mističen, kot je ekonomski. Skušajte zdaj tako razmišljati. Pihanje balonov je zadeva, ki se veže na pizar. Pihanje balonov je promocija nakupovanja izdelkov, za katere mišljensko stoji Edward Bernays. Pihanje balonov je zadeva korporacij, njihovih izdelkov in množične produkcije, vključno z avtomobilsko industrijo. Recimo, v letih, v katerih zdaj trenutno govorimo, da so 20, se prvič seveda v zgodovini človeštva zgodilo, da je vsaka peta družina, to niste kot je vsaki peti Američan, imela svojega Forda. Program Fordove fabrike je bil vsaka družina en avtomobil. In pa veste, kaj se je zgodilo zdaj, ko prije 29 in ko baloni popokajo. A veste, kaj se zgodi? Prva zadeva, ki jo ljudje opustijo pri nakupovanju, je avtomobil. 30. leta si lahko avtomobil, tako rekoč kupil za 2 kosila. Na kosilo si pa hodil, to je zdaj nemška štorija, tako da se polno šatriko šajtrgo, ne vrednih na papirju imajo sabo, čez 2 ure bilo treba še eno šajtriko za eno isto kosilo. Skratka, totalna zadeva v smislu razvrednotenja papirnatega denarja v pomenu, oziroma, pazite, zakaj se mislimo Aristotelovo omenila. Če bi denar bil vezan na ekonomijo, potem pa vrednost tega denarja v 2 urah, v 2 dneh, v 2 mesecih ne bi mogla tako propadati, ker na ta način nobene stvari, ekonomski proizvedene ali pa fabrike, ne propadajo. Nomizma gre iz nomos. Nomos je zakon. Zato, ker so zakoni se razleteli, je bilo možno, da pride do nečesa tako, ker tudi popolno razvrednotenje denarja. Se pravi, ko razmišljamo o balonih, ne mislite ekonomsko o njih, kot je ekonomisti, pač pa iz smeri, ki je posebno Združenih držav Amerike in ki je nihče na svetu še takrat ni obvladal, to je vprašanje bivalja in se veže na želje. Spet imamo pravka s krematistiko, zadovoljevanje želja, expression of self in tako naprej. In še en košček je bančnega karakterja, v ožjem pomenu pa krematističen. Združenih držav Amerike ni moč razumeti brez zadeve, ki se je reče kredit. Kredit pomeni približno nekaj takega kot izvore. Treba je ločiti med bančništvom in banko, ki se pojavijo v naši mentalni dobi, predvsem v takih velikih centrih, da so tudi Benetke, Fred, Genova, Padova, Bologna in tako naprej, v kateri seveda še kako poznajo kredit. Seveda kredit gre iz kredere. Kredere pomeni zaupati nekomu. In zgodovina moderna, Zahoda, Evrope, je polna tega na točki bančništva. To ni nič posebnega. Vendar pa je kredit, razumljeno v Evropi v tej tradiciji, to pomeni v katoliški konzervativni tradiciji, kot nekaj, kar se jemne v izjemnih okoliščinah, ko je zelo hudo, ko ne moreš drugače, in ali kot nekaj, kar se veže na zadovoljitev nujnih potreb. To ni verjetno zelo težko razumeti, ker vi ste otroci Papermani oziroma Plasticmani. Pa še nekaj vidite, ko govorimo o Združenih državah Amerike. In po 20 letih pa je zadeva želje. Se pravi, ti sicer nimaš denarja, vendar je pa tvoja želja, da nimo zato, ker ti sosed ima avto, ali pa katerekoli razlog je da kupiš avto,
In potem pa vzameš kredit na osnovi prihodnjega dela, ki ga boš opravil in odplačevanje naslednjih 5 ali pa 10 let, da bi sedaj imel avto. Skratka, to je celo negospodarstvo ali pa klimatistika, ki temelji na kreditu. Se pravi, nimamo samo PR produkcijo in pihanje banovno želje, pač pa bančništvo, ki omogoči množično imanje kreditov. To pomeni približno tole. Če je donosnost mojega stanovanja od tukaj mogoče in stanovanjske krize tudi 2008. In to se dogajalo tudi v Sloveniji. Stanovanje ti na leto zrase 5 jurjev. Kupiš 10 stanovanj, enko bo se služil 50 000. Nimaš niti fičnika. Vzameš 2 milijona kredita na banki, zato ima to okrog sebe danes cela naselja. Raznih stanovanj. Tudi v Sloveniji. Tudi v Kopru. Na Kitajskem imate cela prazna mesta stanovanj. To so fenomeni, ki so se začeli v Združenih državah Amerike v 20-ih. In to je tisto, kar je počlo. Zelo pomembna je kvalifikacija, opredelitev oznaka tega. Kaj pa je počlo? Ekonomija? Ne. Klimatistike je počlo. Klimatistike pa ne moremo zdaj pozoriti. Več razumeti na Aristotelov način. Rabimo še nekaj, kar moramo pristaviti tukaj. To je PR. Zdaj, ko mislimo danes klimatistike, ko uporabljamo Mojstrovo oznako, razumite je kot distinktivno, razlikujočo diairezis oznako glede na ekonomike. Ko pa danes skušamo misliti, klimatistike danes pomeni zmeraj vsaj še pluse PR. Naslednje leto bomo še prišli do drugih pluskov. Enega vam napovem. Zvezdniški sistem. Športniki, filmski, glasbeni, ustvarjalci, umetniki. To so ravno tako klimatistike. Ne padete na fita, to nima nobene zveze z ekonomike. To ima opravka z željo. Tisto, kar se takrat oblikuje in postavlja že temelje, je nekaj, kar bo pozneje eksplodiralo v Združenih državah Amerike in imenuje se Disneyland. V tistih 20 letih je pa, če kulturiško gledamo, je pa v ospredju predvsem jazz. Spravi ne gospel, ne blues, ne west, ne country. Jazz. To je mestna glasba, ki se jo takrat posluša. Takrat se hkrati začne ta še dve veliki reči, ena je evropska, druga je ameriška. Ena takih je, ki je pomembna, so veliki plesi, zabave, skratka entertainment, odkoder bo prišel Hollywood. In druga zadeva je radio. Namreč Roosevelta in ljudila brez radija ne moremo razumeti. Radio je evropska iznajdba, ki prve množične emisije doživi v Italiji. Italija domuje na radio. In sicer pri prenašanju zadev. Športa, Gira Italija in potem naslednje to lahko bo Ljuboči del Padrone, Mussolini govoril in na nek način napovedal to, kar se bo zgodilo v 30 Hitlerjem, ampak tudi to, kar se bo zgodilo z Rooseveltom in njegovimi rednimi tedenskimi govori naciji, da vsaka družina, ki je bolj premožna, sedela pridno v radiju in poslušala The Voice of the Leader. Se pravi, ko skušamo razumeti 29-32, je zelo pomembno, da razumemo nekaj popolnoma novega, česar v Evropi ni bilo. Tudi se ni moglo dogoditi. Infrastrukture za Evropo ni bilo, da bi se to zgodilo. Evropa je bila konzervativna. Evropa še danes bolj konzervativna v tem smislu. Evropa je bila državno organizirana. Ne nazadnje, Evropa je bila v veliki meri razrušena tudi. In v Evropi so se zelo čudne stvari dogajale takrat. Torej, ko govorimo o Združenih državah Amerike in ko smo skušali opisati, je temeljni poudarek, in jaz ne morem biti bolj v detajle, lahko pa gremo priditi, temeljni poudarek je ne padete na fito, da je
bazi, ampak baza ni ekonomija, ni industrija, ni produkcija stvari, pač pa je hermetistična. Podlaga tega vsega skupaj je hermetistike. Zdaj, ne gre za to, kar skušajo razložiti. No, pol pride do inkubacijske dobe, od te eksplozije do leta 32, predsednik takratni primer je bil Hoover, bolj manj nič ni skušal narediti, tudi ni vedno, v glavnem je skušal deliti aspirine, in sicer izjave so bile take nič hudega. To se zmeraj dogaja skozi zgodovino. Kapitalizem gre skozi ciklična obdobja razvoja palcev in rasti, naša ekonomska komentarja. Naša ekonomija, da je danes ker govorimo še bolj nejasno kot takrat. Naše gospodarstvo se bo pobralo, skratka gre zelo, zelo običajna štorija, za katero jaz domnevam, da vi do v bistvu poznate. Tisto, kar se zgodi naprej, da na osnovi tega, ker več, ko se zlomi bančni sistem, ko cene grejo dol, potem več nimate možnosti investiranja, takrat kot posledica se začne ustvarjati ekonomija v smislu realne ekonomije. Kar vam skratka rečem, ne mislite tega skupaj kot ekonomija, ker padite v misliko, ločite. Ekonomija je tukaj, je produkcijska zadeva, ki meri na potrebe nuje. Ne pa to so krematismo. Potem pa posledično se zgodi to, da se ekonomija ustavi, če zelo preprosto reče. Ko se ekonomija ustavi, to pomeni približno nekaj takega. Fabrike se začnejo zapirati, nastopi nekaj takega, kot so množična odpuščanja. Števila so hecna, merijo se v desetinah milijonov. Poprečna brezposelnost, ki bo ustrajala vse do leta 36-37 je 25%. Skratka, če vi danes rečemo brezposelnost, potem se, veste, da se nahajamo tu nekaj okrog 10, 11, 12, 13 po uradnih metodologijah in podatkih. Ko pa rečemo 25, to je tisto, kar se dogaja, ne vem, tistih najbolj hudih okolij. To ni Grče. Ja, recimo, ja. Spravi, to, kar se dogaja trenutno v Grčiji, pa med mladimi v Španiji so pa udarjali, tam je še višja, med mladimi v Španiji treba okrog 50. Ja, v Italiji 43. Tako. Ampak tu govorimo o generalni populaciji, v smislu industrijske produkcije, to pomeni večjih industrijskih centrov, kar pomeni v glavnem v tisti dobi letalstvo, avtomobilska industrija in podobno, to pomeni Illinois na severu, Chicago, Michigan in tako naprej, potem pa ta del dol. Medtem ko pa Združene države Amerike, to je zelo pomembno, da razumete, so ni to majhna reč, to je velikanski, veličasen tudi kontinent, v katerem je dominantno populacija, še v tisti dobi, vendar kmečka, na kmetijah je. In pa se razgodi to, da v mestih imate izgube delovnih služb, nemožnost plačevanja najemnin. Množično milijoni ljudi morajo zapustiti ne samo delovna mesta, ampak stanovanja, pa se pa selijo in z enega na drugi konc Združenih držav Amerike v iskanju služb. Takrat imate velika gibanja iz East Coast in tudi se posrednjega dela Združenih držav Amerike proti Zahodu, proti Kaliforniji, ki še zmeraj velja kot neki odmev Promised Land, tam se bo dalo narediti, ali pa recimo tudi zapoznele premike proti Alaski, ki se je iskala zato skratka ogromno teh migracijskih tokov, ki od takrat, tudi danes, ko greste v Ameriko, mi se bistveno bolj selijo kot velja za nas, ki smo bolj stacionirani, če temu tako rečem. Se pravi, ne razumeti, da se samo zgodilo v mestu in v povezavah z industrijo, pač pa cene izdelkov, industrijskih izdelkov, še kako mogočno vplivajo na cene kmečkih izdelkov, recimo mleka, mesa, pšenice, bombaža in tako naprej. Skratka, vse krove. Stališča kmetov to približno pomeni, ker kmeti tudi živijo na kredit. Najeli so zemljo, ali so najeli
seveda ne morejo vračati in postanejo brez zemlje in postanejo to, če bo so evropski tisci reklo, sedeči se proletarci in tako naprej. To je, skratka, ta situacija, zadeva se stopnjuje do leta 32 in tudi pozneje, 33, 34, volitve se zgodijo 32 na volitvah, se soočita Hoover, predsednik, ki je bil odgovoren in bil republikanec, za krizo na nek način, če razmišljamo stališča političnega voditeljstva, premaga ga demokrat, Delano Roosevelt. Roosevelt je bil prej newyorški župan, rekli smo, da mu je zelo pomagal mož iz Massachusettsa, Joseph Kennedy, še nekateri, in se zgodi 32. leta pride do inauguracije novega predsednika, ki prevzame odprto družbo v stanju kolapsa in skuša svojo ekipo razmišljati, kaj narediti. To razmišljanje, kaj narediti in kako razumeti Roosevelta je tisto, kar je ključno za nas. Jaz bi pa predtem rad videl, koliko je ura, da vem, če vam moram dati počitek, ker se mi zdi, da sem bil zelo naporen. To je težko, kar je